Gospa Čadonič Špelič, vi ste v petek zapisali, predsednik vlade očitno ne znate in ne zmorete, odidite. Minister za notranje zadeve pa je danes dejal, da je nedopustno, da bi zaradi petkove odločitve o izpustitvi Sabrijana Jurkoviča kdorkoli začel s političnimi obračunavanji. Kaj pravite na to in ali politično obračunavate? Nič ne obračunavamo politično, mi samo prosimo. Namreč ravno predsednik vlade je na tem glavnem trgu v Novem mestu pred več kot 10 000 ljudmi obljubil ukrepe, potem ko je priznal, da institucije ne delujejo in niso kos preganjanju kriminala. In zato smo Novomeščani upravičeno čakali, da bojo institucije začele delovati in da bojo ta kriminal tudi preganjale. In prvo od vsega kriminala je potrebno pripeljati postopek kaznovanja tega, ki je ubil našega someščana do konca. In glejte, kakšen je to političen pritisk, če mi samo zahtevamo pravico. Pravna država bo delovala takrat, ko bojo institucije delovale za vse enako. In Robert Golob je ravno s tem, ko je obljubil hitre in učinkovite ukrepe in ko je na potu veliko različne policije v Novo mesto, na nek način vršil pritisk na policijo. In ta policija je potem, po moje, opustila bolj strokovno ravnanje in v tej ihti nekoga našla in ga skušala sprocesirati. Sprašujem pa se, kaj je delala skoraj 2 meseca, da je šele zdaj ugotovila to, kar so ljudje po Novem mestu govorili, da niso prijeli pravega človeka. Torej, nobenih izgovorov več, ampak dejanja. In kot ste slišali, moje Novomeščanke in Novomeščani se ne počutijo varni in še več. Odkar je bil ta gospod izpuščen, se je spet začelo streljanje in veseljačenje po romskih naseljih. Kako naj se počutimo potem varni? Ali je zahtevanje varnosti politizacija? Ne, ni. In zaradi njegovih obljub in zaradi tega, ker iz teh obljub je bore malo ali nič, mislimo, da mora odstopiti on, ker je on odgovoren za učinkovito delovanje institucij in s tem tudi za delovanje pravne države. Gospod Čadonič, kako pa komentirate odgovor Gibanja Svobode, zakaj se nocoj niso udeležili soočenja z vami, v katerem pravijo, da ne želijo, da se politizacija tej teme nadaljuje, ter da je skrajno populističen pristop NSI k tej temi po njihovem mnenju škodljiv, tako za samo regijo kot družbo v celoti, ter da je nabiranje političnih točk na tako resnih stvareh nedopustno? Ja, če bi bili realni v Gibanju Svobode ali pa če bi bili junaki, potem bi absolutno stopili pred kamere, ker vsak politik mora stopiti pred kamere in povedati ljudem svoje mnenje. Če je bil kdo populist, je bil to predsednik vlade, ki skoraj 4 leta ni slišal nas, Dolencev. Potem, ko se je zgodila tragedija, je v 2 dneh 2-krat prišel v Novo mesto. V strahu za svoj položaj je obljubil, pravniki pravijo, nekatere škodljive ali nemogoče ukrepe. Zdaj, ko bi pa ti ukrepi morali začeti delovati, pa se je spet umaknil v kabinet in od tam sporoča, da morajo institucije neodvisno delovati. Jaz mu pa sporočam nazaj, da so te institucije v času njegove vlade delovale neodvisno, učinka pa ni bilo. Zakaj ni bilo učinka? Zato, ker je predvsem policijo spolitiziral. In zdaj naj bo junak in naj pride še enkrat pred Novomeščane in jih pove, zakaj njegove institucije ne delujejo in zakaj njegove obljube ni še izpolnil. Naj pridejo tudi iz Gibanja Svoboda, sem, kjer jaz stojim na glavni trg, k Novomeščanom in naj jim povejo, da je to, da mi zahtevamo varnost, politizacija. Gospod Čadonič, najlepša hvala. Gospod Pogorelc, vi ste zaradi napada na vas na gasilski veselici šli skozi podobne postopke, kot se odvijajo v tako imenovanem Šutarjevem primeru. Kako vi vidite nastalo situacijo v tem primeru, ko je izven obravnavni senat zaradi nasprotujočih izjav priči izpustil iz pripora do sedaj edinega osumljenca za napad?
Poglejte, jaz moram reči, da me taki postopki, ki jih pač pelje tako tožilstvo, kot seveda potem tudi sodstvo, žalostijo in sem zaskrbljen, v kakšni državi živimo. Lahko rečem, da tisti večer, ko sem bil napaden jaz in še ta soplesavka, da je bil napaden tudi še srednješolec, kateri je šele danes bil pozvan, da bo oziroma je dobil termin za na sodišče. Torej 6 mesecev potem, v bistvu gre praktično najprej za neenakopravno obravnavo primerjavo z menoj in pa s tisto policistko, medtem ko so bili pri njemu tudi težje poškodbe, šele zdaj vabljen na sodišče, vprašanje, koliko se bo sploh še spomnil, potem pa, če gremo tudi naprej, lahko rečem postopkovno, me zelo čudi in me skrbi tudi pri primeru Šutar, kajti enostavno se policija fokusira zgolj na neke res minimalne povzročitelje, se pravi, če mene vprašate, bi morala pač policija, bom rekel, zapreti vse osumljence in potem oziroma zavarovati tudi dokaze, kajti pri tistem srednješolcu oziroma tudi pri meni in pa pri policistki res je, da so jih izsledili takoj vse osumljence, vendar so jih potem poslali domov. V tem času so se fantje lahko preoblekli, dali tudi vsa oblačila v pralni stroj, torej zabrisali vse dokaze. Sedaj pa smo na sodišču, jaz sicer sem moral pustiti mojo srajco tam, da se videlo od kje so sledovi od krvi in tako naprej, medtem pa pri njih ni bilo ničesar. In dokler bo pri nas posledično potem to, da bo oškodovanec tisti, ki bo moral dokazovati, potem smo tukaj, kjer smo, kajti na sodišču mora oškodovanec zapriseči, da bo pač govoril po pravici, sicer bo kazensko preganjan, medtem ko se lahko povzročitelj oziroma kršitelj pa jasno zmisli, evidentno zlaže in tako naprej. In tukaj se bojim, da je zopet ta primer, da se je policija pač fokusirala zgolj na enega osumljenca, čeprav najbrž je bilo osumljencev več, se fokusirala samo na enega in potem smo zdaj tam, kjer smo. Po mojem mnenju bi bilo pač treba vzeti širše, jih dati v pripor, če ne drugega je treba pač pobrati neke DNK vzorce oziroma narediti DNK analizo in narediti neke klasifikacije oziroma vse skupaj, da bo pač lahko ta nabor potem bolj jasen. Tako da me enostavno skrbi, kot da se učimo iz prekrška v prekršek oziroma iz kaznivega dejanja v kaznivo dejanje, kako in kaj postopkovno. Se pravi, tukaj enostavno ni jasnega protokola oziroma so enostavno zakoni v naši državi in pa postopki taki, da je oškodovanec poškodovan vsaj dvakrat. Najprej takrat, ko je oškodovan, potem pa še v primeru, ko mora svojo pravico iskati na sodišču. Gospod Pogorelec, najlepša hvala. Zdaj pa poglejmo, kako je doslej potekala preiskava zoper prvega domnevnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja, Sabrijana Jurkoviča, in zakaj se v javnosti pojavlja vse več ugibanj, da je za tragični dogodek odgovoren nekdo drug. Prispevek Nuše Dekleva. Potem, ko je zunaj obravnavni senat sodišča v petek odpravil pripor za 21-letnega Sabrijana Jurkoviča, do nedavnega edinega znanega domnevnega osumljenca za tragično smrt Aleša Šutarja, Seveda, da nisem bil nič kriv. se zdaj pojavljajo informacije, da naj bi bil za Šutarjevo smrt odgovoren nekdo drug. Šlo naj bi za 20-letnega Jurkovičevega bratranca, katerega identiteta naj bi bila skrita za začetnicama SŠ. Zaradi preteklega nasilnega vedenja naj bi bil po naših neuradnih podatkih trenutno nameščen v prevzgojnem domu Radeče. Na dan tragedije naj bi tam bival že približno 2 leti, takrat pa naj bi bil nameščen na odprtem oddelku. Po dogodku pa naj bi bil zaslišan in tudi pridržan. Govorice, da Jurkovič ni storilec, so se sicer začele širiti že kmalu po tragediji, predvsem na družbenih omrežjih. Veliko ljudi je skočilo takoj, ko je gospod padel in vse skupaj se je vleklo, trajalo. Kot je prvi poročal Dnevnik, je sodišče zaslišalo 26 prič. 6 naj bi jih zatrdilo, da Aleša Šutarja ni udaril Jurkovič. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko pa je danes povedal: Pri kasnejših postopkih, ki jih izvaja preiskovalni sodnik, pokazalo, da so nekatere priče
spremenile izjavo oziroma da so nekatere druge priče, ki jih takrat ni bilo, podale drugačno izjavo. Jurkovičev zagovornik Gorazd Fišer pa je odločitev sodišča o odpravi pripora utemeljil takole. Izpuščen pa je bil zaradi tega, ker je preiskava pokazala, da on ni bil tisti, ki je imel fizični kontakt z sedaj pokojnim gospodom Šutarjem, ampak je bil to nekdo drug. In kot dodajajo v celotni zadevi najbolj zaskrbljujoče, da v tako medijsko razvpiti zadevi organi odkrivanja in pregona naredijo tako, da v bistvu ovadijo in sprožijo postopek zoper klienta, ki ni ničesar storil, ve se pa, kdo je to storil, za njega pa postopka ni. Jurkoviča so sicer policisti prijeli na dan tragičnega dogodka 25. oktobra. Takratni notranji minister Boštjan Poklukar je takrat dejal: Sedaj je seveda na pravosodnih organih, na sodiščih, da seveda tega storilca tudi ustrezno procesirajo in da gre tam, kjer mu je seveda mesto, torej v zapor. Dan pozneje sta odstopila tako Poklukar kot takratna pravosodna ministrica Andreja Katič. Jurkovič je kot edini osumljenec dan zatem stopil pred preiskovalnega sodnika. Krivde za očitano kaznivo dejanje ni priznal, sodnik pa mu je po zaslišanju odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Za zapahi je preživel nekaj več kot mesec in pol. Slabo je bilo noter. Težko je noter biti. In čeprav postopek zoper Jurkoviča trenutno še ni ustavljen, jaz pričakujem, da bo v nadaljevanju prišlo do ustavitve postopka, saj kaj drugega ne more biti. Po naših neuradnih informacijah naj bi sicer novi domnevni osumljenec SŠ pred preiskovalnega sodnika stopil že pred približno 2 tednoma. Gospod Šepec, v ušesih mi je ostal stavek odvetnika Sabrijana Jurkoviča, ve se, kdo je to storil, za njega pa postopka ni. Kako si zdaj razlagate na podlagi vsega videnega te besede? Ja, zdaj treba je ugotoviti, kaj je sodišče res povedalo. Če je res reklo, da ni imel trenutni osumljenec nikakršnega fizičnega stika, potem je res edina možnost, da se ta postopek ustavi in da se začne postopek zoper novega osumljenca. Če pa je sodišče reklo, da samo ni preveč prepričano, da bi še naprej vzdrževalo pripor, potem je pa tukaj še vse odprto in bomo videli, kaj bo zdaj nadaljna preiskava pokazala. Ampak zdaj slišali smo, da so priče pred preiskovalnim sodnikom spreminjale izjave in da je bilo vse manj obremenilnih izjav za Jurkoviča, vse več pa za tega domnevnega novega storilca, ki naj bi ga priče iz izjave v izjavo bolj obremenjevalo. Se pravi, osumljenca. Bi lahko tožilstvo torej na podlagi teh spremenjenih izjav prič že začelo postopek zoper drugega domnevnega storilca? Ja, seveda, je pa tukaj res, da težava ta, da storilec je lahko samo eden in zoper enega že imajo tekočo sodno preiskavo. Malo smešno bo zdaj, da bo imeli 2 aktivne sodne preiskave za isto kaznivo dejanje, ki ga je storil en sam posameznik. To je praktično skoraj nemogoče. Tako da zdaj je možnost, da to sodno preiskavo preprosto zaključijo, končajo in začnejo potem novo, ali pa to nadaljujejo, zbirajo dokaze in se potem tožilec odloči, ali bo zoper tega novega osumljenca zahteval sodno preiskavo ali pa morda kar vložil neposredno obtožnico, če bo imel dovolj dokazov. Ampak kako je zdaj z vrednostjo izjav teh prič? Ker policija na nek način, če jaz prav razumem njihove dosedanje izjave, pač zatrjuje, da so na kraju samem priče pač povedale, da naj bi bil domnevni storilec Sabrijan Jurkovič, potem pa se očitno pred preiskovalnim sodnikom vse več prič izraža, da je bil storilec nekdo drug, se pravi, da naj bi bil osumljenec nekdo drug. Kako je zdaj z vrednostjo teh dokazov pred sodiščem in kako močni so ti dokazi v primerjavi recimo z DNK-jem ostalimi, to, kar je govoril župan, z ostalimi znaki morda, ki kažejo, da je nekdo storil kaznivo dejanje, če se izkaže, da je v resnici pravi osumljenec, zdaj je, ne vem, že skoraj mesec in pol na prostosti. Policija izbira samo informacije. Te informacije so lahko zelo koristne za nadaljevanje postopka, morda celo za aretacijo, nimajo pa nikakršne resne dokazne vrednosti. Torej sodišče na te izjave dane policiji ne more upreti sodbe, razen če bi šlo za policijsko zaslišanje osumljenca, ne pa za zbiranje informacij od prič. Ko pa preiskovalni sodnik
zaslišuje priče, tisto pa že ima pravo dokazno vrednost, na kar se lahko upre tudi sodba. Tako da dokazni standard zaslišanja prič pred preiskovalnim sodnikom je neprimerljivo višji in ima dejansko pravo vrednost. Tisto, kar zbira policija, pa so samo informacije, ki so lahko usmeritve za nadaljevanje postopka. Kaj pa pravite na odgovor policije, ki pravi, da odprava pripora ne pomeni, da policija ni ravnala zakonito ali strokovno, niti ne pomeni zaključka kazenskega postopka in zato zavračajo pavšalne očitke o neučinkovitosti, posplošene ocene o delu policije, pa ne odražajo kompleksnosti postopkov, saj za celovite razjasnitve dejanskega stanja ključno spoštovanje pristojnih vseh organov in poteka pravnih postopkov. To so nam danes odgovorili, ko smo povabili direktorja policije v studio, pravijo pa, da bodo javnost posredovali pojasnila, ko bo to mogoče glede na potek postopka. Zdaj, kazenske zadeve so lahko zelo kompleksne ali pa ne tako kompleksne. Jaz ocenjujem, da fizični napad posameznika pred množico ljudi ni precej pretirano kompleksna zadeva. Torej, to ni bil nek profesionalni morilec, profesionalec, ki je zakril svoje sledi. Šlo je za udarec pred množico, veliko ljudi je to videlo, DNK sledovi so očitno na vratu žrtve. Torej, jaz ne ocenjujem to kot neko kompleksno zadevo. Zdaj, edino opravičilo te menjave osumljenca pa je res to, da bi prvotno priče izpričevale eno in bi policija res verjela, da je osumljen samo en, potem bi se pa te priče premislile, prišle bi kar neke nove priče, ki jih očitno prej nismo mogli slediti. Torej, to bi bil edini utemeljeni upravičljivi razlog. Sicer gre pa tukaj za, po mojem, kar malomarno delo policije v tako odmevni kazenski zadevi. Kaj pa, če se bo izkazalo, da ni drugih dokazov kot samo te izjave prič, recimo za domnevnega drugega osumljenca, ki naj bi storil to kaznivo dejanje pred preiskovalnim sodnikom in da policija in tožilstvo nimata nič drugega? Neki fizični dokazi zagotovo so, ker imamo rano oziroma poškodbo na vratu žrtve. Treba je pa vedeti, da pričanja sama so v kazenskem postopku med najmanj zanesljivimi dokazi, tako da vse, kar lahko tukaj naredimo, je preverjamo kredibilnost prič. Priče, ki so tesno povezane z enim od osumljencev, družinski člani, dobri prijatelji, so bistveno manj kredibilni kot neke priče, ki so bolj objektivne, ki zadevo nič nimajo, tako da potem bo pa sodišče presojalo zadevo na podlagi kredibilnosti teh prič. Glejte, veliko se zdaj govori, da je treba dopustiti pristojnim državnim organom, to sta danes poudarila oba ministra, da svoje delo obravnavajo v celoti in nepristransko, da tukaj ne smemo dopustiti nikakršnih pritiskov. Kje je zdaj tukaj interes medijev, javnosti za postopek, ki je pretresel Slovenijo? So novinarska vprašanja v primeru delovanja policije, tožilstva, ko obravnava to žalostno smrt Aleša Šusterja, pritisk na delo, policije, tožilstva, sodišča? Jaz menim, da ne. Gre za zelo odmevno medijsko zadevo, kjer je velik interes javnosti, tako da v takih zadevah se pričakuje od državnih organov, da neke informacije dajo. Seveda ne bojo dali informacij, ki bi resno ogrozile preiskavo, ampak tako skrivanje za tajnostjo postopka in deljenje pravzaprav nikakršnih informacij pa je povsem neutemeljeno in je v bistvu lahko samo neko skrivanje napak, ki so se morebiti tukaj zgodile. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.